Tega vam sicer ne bi smel povedati, ampak zadnjič sem se s tem Explorerjem zapodil za nekom z Audijem S3. Me je najprej iz naselja ven prehitel in kar fajn pospešil. Na prvem semaforju, potem naslednjem mi je bilo pa tudi tako jasno, da bo spet pospešil na polno, ker je uporabil launch control in je njegov avto na mestu delal. No, moj Explorer je bil tih kot miška. Potem so pa pospešila in mu najbrž nič ni bilo jasno, ker sem se ga brez težav držal. Ja, leti ko pes tole. Ampak gremo po vrsti, ker vaš Explorer morda ne bo tako hiter, ne bo imel 2 elektromotorjev, pa 4-kolesnega pogona, pa 250 kW moči oziroma 340 konjičkov. No in če gremo po vrsti, lahko začnem z zunanjostjo. Ne vem za vas, ampak meni je za pogledati ta avto fantastičen. Verjamem, da vas malenkost moti njegova oznaka, ker je bil Explorer še v prejšnji generaciji velik ameriški SUV, tudi mi smo ga imeli na testu in to ne dolg nazaj, no zdaj je pa to bistveno manjši električni križanec, ki v dolžino meri malo manj kot 4,5 metra. Ker je Ford to oznako uporabil samo zato, ker jo poznate, pa da vas lažje premamijo, lahko rečem, da jim je očitno uspelo, vam pa rajš povem, kaj vse je na tem avtu meni všeč. Oglate linije pomenijo, da je znotraj precej prostora. Prtljažnik recimo ponuja 561 litrov in je tudi zelo uporaben, ker je tak oglat. Všeč mi je tudi v bistvu dvojno dno, ker so potem polnilni kabli lahko skriti tamle spodaj pa ločeni od prtljage. Še boljš bi bilo, če bi bil spredaj frank, torej sprednji prtljažnik, ampak ga nima. Predvsem pa je za potnike ogromno prostora. Tukaj zadaj ga je dovolj, da tudi veliki ne boste imeli težav in jasno, tudi spredaj se sedi zelo dobro. Ta panoramska streha se ne odpira in meni kot vozniku ni pomembna, ker je niti ne vidim. Vidim pa, da v bistvu potnikom zadaj prinaša veliko svetlobe in zračnosti. Pa hkrati je zatemnjena, tako da niti tega senčnega roloja ne potrebuje. No, ne vem pa, kako je poleti. Okolje spredaj je super in se mu bomo dodatno posvetili v ločenem prispevku, ker ima Explorer kar nekaj zanimivih trikov. Evo, recimo pokažem tega, ta zaslon se v bistvu takole premika. No, lahko pa dodam, da se prav tukaj najbolj vidi, da je tehnično skoraj enak Volkswagenu ID.4. So združili moči, Explorer je seveda dovolj samosvoj in dovolj poseben, no, ampak sodelovanje se vidi predvsem v tem vmesniku, ki je boljši kot pri ostalih Fordih. Sorry Sync 4, ampak tole je bolj pregledno. Pri uporabnosti me pravzaprav moti samo ena stvar, in sicer haptična stikala na volanu, predvsem stikalo za nastavljanje glasnosti, ker tole je toliko tečno, da je skoraj neuporabno. No, problem pa je, da je haptično tudi tole stikalo za nastavljanje glasnosti v sredini, je sicer malo boljše, ampak tudi to je noro slabo. V bistvu, kdor si je tole izmislil, res nima pojma. Pa to, da se mi sedež skoraj nikoli ne postavi nazaj v shranjen položaj, ko se usedem v avto in ne razumem, v čem je sploh potem smislu odmikanja pri izstopanju. Z mano vred Explorer tehta 2250 kg. Po eni strani logično, ker so podobno velika vozila na elektriko vedno toliko težka, no po drugi strani pa je kar bizarno, da ima 1 tono več kot moj nekaj let star Civic z bencinskim motorjem, pa enako dolžino pravzaprav. Ampak pomembno je, da maso zelo dobro skriva. Glede na to, da Explorer ni dirkalnik, ampak prostoren električni križanec, je zapeljati zelo dober. Dovolj čvrst v zavojih, da boste uživali tudi tam, krmiljenje je vedno dovolj iskreno in ponuja veliko povratnih informacij, obenem pa avto sploh ni pretrd. Večinoma prav lepo blaži in mu lastna masa skratka ne dela težav. Zato lahko dodam, da masa ni pomembna, ker je ne čutite. Da takšen AVD z 2 elektromotorjema gre kot šus, sem povedal. 5,3 sekunde potrebuje do 100 in vedno v bistvu sune kot nor. Porabe pod 20 kWh sicer na nobeni poti še nisem dosegel, vedno se vrtim nekje med 20 in 22, kar pomeni realen doseg vsaj 350 km, zdaj ko ni mraz, jasno. Se pa potem na dovolj zmogljivi polnilnici kar nekaj časa polni z več kot 180 kW in baterija energijo požira zelo uspešno. Pri tem se mi je sicer 3-krat zgodilo, da se je polnjenje prekinilo pri točno 70%, mogoče napaka testnega avtomobila, morda nerazumevanje s polnilnico, ker vedno pa teh težav ni bilo. Ja, in polnjenje je nastavljeno na 100%, če ste pomislili na to.
Z izjemo haptičnih stikal na volanu in na armaturki je Explorer res hud stroj. Edino cena s šestico na prvem mestu bo tista, ki bo marsikomu preprečila, da bi ga zapeljal v domačo garažo. Kar je po svoje škoda, ker je v bistvu res fin, pa še totalno dobro izgleda, sploh s temi ogromnimi platišči.